Sedaj pa sledi panelna razprava s 4 slovenskimi strokovnjaki, ki bodo kritično osvetlili izzive oskrbe z energijo za Slovenijo in regijo Saša, ter se osredotočili na potencial, ki ga na tem področju prinašajo SMR. Še posebej seveda v luči izzivov prestrukturiranja regije Saša. K omizju sedaj vabim profesor dr. Leona Cizlja, Institut Jožef Stefan, docenta dr. Franca Žerdina, nekdanjega direktorja Premogovnika Velenje, gospoda Mitjo Tašlerja iz družbe HSE Saša, in Mihaela Boštjana Končarja z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in mreže Mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov. Malo mešano. Somoderatorjem, profesorjem Semetom sva si zamislila nekako 2 do 3 kroga vprašanj, potem bomo odprli razpravo tudi z občinstvom, tudi nekaj vprašanj smo vnaprej prijeli iz vaše strani za razpravo. Bi pa začela pri vas, profesor Cizelj, pa bi vas prosila, zdaj že v teh uvodnih predstavitvah, pa tudi sicer, ko spremljamo tematiko SMR-jev, je terminološka zmeda, no, se mi zdi. Včasih so to mali modularni reaktorji, včasih so majhni, včasih je vmes veznik in, mali in modularni, potem so še pa mikroreaktorji, pa so napredni reaktorji, če bi nam tu malo pomagali razjasniti. Jaz z veseljem, poskušam najprej malo za res, potem pa še malo za šalo. Torej, mali reaktorji so tam nekje do okoli 300 megavatov električne moči, zdaj če to toplotnikom prevedem, tam okoli 1 gigavata toplote, približno, odvisno od zasnove. Mikroreaktorji so tam bližje 10 megavatom ali pa kaj takšnega. No, ena od idej mikroreaktorjev je tudi, da bi se jih dali transportirati naokoli, recimo v kontejnerjih, kar je mejni primer, recimo za velikost mora biti potem dosti majhna, da gre tam za recimo do 10 megavatov toplotne moči. Advanced reaktorji so se pojavili v zadnjem času, mislim, da je prav francoski kolegi so to zadevo noter prinesli, da razlikujemo mali modularni reaktorji so po njihovi presoji v glavnem lahkovodni reaktorji, tlačno-vodni, takšni kot so zdaj v Krškem. Trik je v tem, da tu pravzaprav z gorivom ni treba nič posebnega narediti. Kot je Ana lepo rekla, uporabiš preverjene tehnologije, stroj nekoliko zmanjšaš, inženirji boste slišali takoj, če ga malo manjšaš, ga je verjetno nekoliko lažje narediti, kot če ga povečuješ, ga je nekoliko težje narediti. To je ideja. Advanced so pa tisti, ki grejo v malo bolj resne spremembe glede goriva in ki so sposobni med drugim tudi uporabljati kot gorivo, enim jim pravimo oplodni. Oplodni bi lahko iz urana 238, ki je v odpadkih v Krškem, v izrabljenem gorivu, delali plutonij in ga uporabljali kot gorivo. Takšni reaktorji so tudi že obstajali in to je recimo v teh prototipnih verzijah okoli 840 raziskovalnih reaktorjev bilo, tako da vse to smo že sprobali, v principu vse dela. Malo se je pozabili, da smo to znali narediti. Ti reaktorji bi pa lahko seveda staro izrabljeno gorivo še naprej izrabili, še boljše izrabili in tudi zmanjšali količino visoko radioaktivnih odpadkov na dolgi rok. Zdaj pa malo za šalo, pa malo za res. Jaz pravim, da sta samo 2 vrsti reaktorjev v tem trenutku na svetu. Eni so tako imenovani big boring reactors ali veliki dolgočasni reaktorji, ti delajo elektriko, delajo denar, ampak jih nihče ne jemlje pravzaprav zelo resno v splošni javnosti, nekako so dolgočasni. In potem so SMR-ji, to so smartly marketed reactors, ti privlačijo kapital, privlačijo radovedne ljudi, privlačijo raziskave in razvoj, na katere so seveda lastniki Big Boring Reactors v zgodovini zelo hitro pozabili, pa tudi zelo učinkovito pozabili. Torej za učinkovit ekosistem bo treba v bodočnosti verjetno delati z obojimi, ker pač se med sabo dopolnjujejo. Pa če smem še to terminološko, ne bi pa prav hitro stavil elektroenergetskega sistema na male modularne reaktorje, so le še malo predaleč v prihodnosti, da bi se na njih zelo zanesel ta trenutek.
Hvala lepa, do časovnice bomo še prišli. Torej, če smem dopolniti, imamo takšne, ki delujejo in takšne, ki ne delujejo, reaktorji. Vsi so že delovali, vsi koncepti so preverjeni, komercialni pa še niso. Pa bi zdaj z eno slikco nadaljevali iz OECD, Nuclear Energy Agency, SMR dashboarda. Zelo kompleksna je. Jaz imam družboslovno ozadje, mene to, ker imamo na X osi kup stvari, na Y osi kup stvari, pa pol še tretjo dimenzijo s temi barvami, z barvnimi pasovi, pa bi še za trenutek pri vas ostala, no, pa vas prosila, to pa je zdaj ogromno, je, ne, enot na tem grafu. Ja, seveda, to je približno 100 projektov, ki so v razvoju, od tega samo 2 v resnici funkcionirata komercialno, ne, to je mogoče treba takoj povedati ta trenutek. Na vertikalni osi imamo temperaturo v reaktorju in gre tam gor do rdeče črte dobrih 1500 stopinj, pri čemer vidite ta najvišjega, okoli 1200 stopinj Celzija reaktor, ne. Medtem ko je horizontalna os je toplotna moč, ki gre proti gigavatu oziroma 300 megavatih elektrike, če to prevedemo. In zdaj, to je vse, kar ljudje ponujajo, razmišljajo, da bi ponujali v tem ta najnižjem, pod 100 stopinj, ne, sta 2 Kalogerja, če prav vidim, to sta recimo specialista za district heating, za daljinsko ogrevanje. Temperatura 100-120 stopinj, 2-3 bare, 4 bare in to lahko poganja izključno daljinsko ogrevanje, medtem ko so tisti gor pri kakšni oranžni črti, so lahko direktno uporabljeni za določene industrijske procese. Mislim, da oranžna črta je ravno metan, produkcija metana iz CO2 in vodika, ne. 2 delata, našli jih boste KLT-40C, ne, mislim, da to so ruski reaktorji iz civilnih ledolomilcev in 2 sta na akademiku Lomonosovu, sta 2 od SMR-jev, ki funkcionirata. Ta druga dva funkcionirata po kitajski elektrarni pri Shida-Obeju, sta pa na 750 stopinj je s helijem hlajen reaktor, ampak ima seveda, ker Kitajci znajo narediti, ne, tega se prav živo spomnim, iz 15 let nazaj so mi razložili, oni znajo narediti parno turbino, ne znajo narediti pa plinske turbine, torej iz tega helija delajo superkritično paro in poganjajo parno turbino. Ta je na 200 megavatov pa 750. Ne. Vse ostalo so velike želje ali pa veliki, ampak z kapitalom podprte velike želje, ne. To ni, da se ne razvija, ti ljudje so nabrali denar, da te stvari razvijajo in bojo pripeljali verjetno do kakšne praktične uporabe, vsaj nekatere izmed njih. Mihajl, kako pa vi kot raziskovalec vidite dejansko razvoj teh SMR-jev v luči te prehoda iz premogovniških regij? Kje vidite to priložnost teh SMR-jev v samem razvoju, tako kot smo je bilo omenjeno v toploti, daljinsko ogrevanje, mogoče tudi električne energije? Kje je tista priložnost? Ja, jaz zdaj tukaj vidim mogoče malo bolj optimistično to situacijo in sicer po mojem pogledu so se veliki reaktorji razvijali predvsem za eno nalogo in to je pasovna oskrba z energijo, torej narediti čim več energije z čim manj stroška. Zdaj, SMR-ji nam pa ponujajo eno tako možnost, da z jedrsko energijo vstopimo še v druge energetske sektorje, kot so oskrba s toploto, sekundarna regulacija, morda proizvodnja vodika in vsi te sektorji so bili do zdaj pač domena fosilnih goriv, ki so bila do zdaj seveda zelo konkurenčna, jasno, ker nismo imeli toliko CO2 kuponov. Zdaj, ko pa prihajamo s CO2 kuponi, ko prihajamo z nekim težnjam k defosilizaciji, pa te tehnologije postajajo manj konkurenčne in na drugi strani lahko pač z jedrsko energijo postavimo zdaj pa konkurenčne manjše elektrarne, ki bodo lahko nadomestile te storitve, ki jih danes ponujajo fosilna goriva, ki pa niso toliko vezane na pasovno oskrbo z energijo. Tako da to se tudi tukaj lepo vidi, da so SMR-ji se pravi zgoščeni bolj na levi strani, kjer smo z manjšimi močmi in pa se poskuša dvigovati proti višjim temperaturam, da lahko nam omogočajo čim bolj raznovrstno rabo, čim bolj raznovrstne energetske tokove potem na samem izhodišču, to pomeni toplota,
sintetična goriva in pa zagotavljanje električne energije na način, ki lahko se prilagaja potrebam iz omrežja. Kar je pa zelo pomembno, seveda, če želimo imeti omrežje, ki ima ogromno obnovljivih virov energije, ki so zelo nestanovitni, kot vemo. Torej, to pomeni, da bi lahko te SMR-ji nadomestili to dejansko nestanovitnost obnovljivih virov in bi s tem lahko tudi zmanjšali ceno električne energije na trgu? Rekel bi tako. Se pravi, obnovljivi viri energije trenutno obratujejo čisto po svojem principu, pač ko je sonce na voljo, ko je veter na voljo, pošiljajo svojo energijo v omrežje. To se lepo vidi recimo tudi v Nemčiji. In v vseh ostalih obdobjih se to energijo nadomešča običajno danes iz fosilnih goriv, se pravi, tukaj so premogovne elektrarne in pa plinske elektrarne, ki lahko sledijo bremenu. Zdaj premogovne imajo tipično to urno dinamiko, delujejo nekaj ur na enem konstantnem nivoju in potem dvignejo na drugi nivo in tako naprej. In jaz vidim, da bi tukaj lahko recimo nadomestil premogovno elektrarno nek SMR, ki bi obratoval s toploto pri konstantnih pogojih in potem lahko z pametnim vodenjem, bi rekel, toplotnih tokov, del toplotnih tokov ali preusmerimo na turbino ali jih preusmerimo v nek zalogovnik toplote, ali se ta toplota potem porabi morda za proizvodnjo vodika. Skratka, s pametno izrabo toplotnih tokov pri SMR-ju, ki je manjši in to omogoča, lahko dosežemo, da prodajamo energijo na drugem trgu, se pravi ne več na pasovni energiji, ampak na trgu sekundarne regulacije in pa zagotavljamo, se pravi, še druge energijske tokove, s čimer zagotovimo, da je iz ekonomskega vidika recimo elektrarna izkoriščena ves čas. Podobno kot to velja sedaj za nuklearno elektrarno Krško. Ker pri jedrski elektrarni moramo vedeti, da takrat, ko ne proizvajamo energije, so stroški še vedno približno enako visoki, ker stroški ne izhajajo večinoma iz cene gorive, ampak iz cene, se pravi, investicije in samega kapitala. Hvala. Gospod Tašler, v letu 2023, kot je bilo omenjeno že s strani ministrstva dr. Janeza Galeta, je bilo strani veleposlaništva Združenih držav Amerike, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nekako povabljeno skupaj s partnerji pri pripravo projekta Feniks. Vi ste tudi tam sodelujete. Kakšno je zdaj stanje tega projekta? Nekaj smo že slišali v samem uvodu, ampak mogoče vašega stališča iz recimo samega podjetja pa vodenja. Hvala. Ja, prvo, program Feniks, namenjen v bistvu, osnova programa Feniksa je bila Coal to Nuclear. Ravno o tem, kar se pač danes tudi pogovarjamo v naši regiji, ampak jaz bi začel drugače mogoče. Ko govorimo o malih modularnih nuklearnih reaktorjih, ne morem nekako mimo te sporednice prehoda, pravim, na eni strani termoelektrarna Šošta, recimo kot en velik proizvajalec fosilnega goriva, pa ta prehod na obnovljive vire, tako podobno zgodbo vidim tudi pri velikih, oziroma bom rekel, znanih reaktorjih pa malih nuklearnih reaktorjih. Ne moramo čez noč preklopiti zadeve, ampak je treba te stvari peljati vzporedno. Jaz mislim, da na našem primeru se nekaj učimo, tukaj nič drugačnega, kot pa samo zato, da govorimo o nekem downsizingu, ki ne more čez noč nadomestiti, ima pa velik potencial. Tako da sporedno treba to razmišljati. Program Feniks, tako je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, sodelovanje tudi z ameriško ambasado, smo se prijavili na ta poziv US Department of State za program Feniks, ki bi nam pomagal identificirati potencialne lokacije, v prvi fazi premogovne, mi smo kasneje to rešili na energetske in tudi industrijske lokacije, predvsem z vidika site evaluation. Kako identificirati posamezno lokacijo, oceniti njene prednosti, slabosti, velikosti, se omejiti na meje sajtov in pa potem definirati primerne tehnologije po posameznih sajtih. V prvi fazi, smo v zaključni fazi tega poročila, tako kot je tudi prej dr. Gale omenil, smo se eksplicitno osredotočili na določene kriterije,
nikako se nismo želeli omejevati z bom rekel, posameznimi specifikami območij, ampak smo šli predvsem pogledati challenge, ki jih posamezna lokacija predstavlja. V naslednji fazi bi bilo potrebno seveda potem za vsako lokacijo posebej pogledati primernost, velikost, kaj taka lokacija omogoča, ampak to so pa koraki, ki bodo sledili v naslednjih mesecih, letih. Jaz upam, da na kratko. Status je takšen, študija v zaključni fazi. Čakamo na tisti, Američani imajo temu tako reče 90-dnevni rok odločitvi o nadaljevanju posameznih podpor, ampak v vsakem primeru mi to zadevo na tej fazi moramo zaključiti slej ko prej, tako da za začetek. Pa zdaj jaz ostala v kontekstu te strategije izstopa iz premoga, pa bi dr. Žerdin vas poprašala, vi ste sodelovali tudi na Vseslovenski energetski konferenci oktobra lani v Ljubljani in med sklepi te konference je zapisano tudi, bom citirala, strategija izstopa iz premoga in s tem povezane družbeno-ekonomske strategije morajo biti jasne, razumljive in transparentne ter oblikovane tako, da dajo zaupanje in ne porajajo dvomov. V Šaleški dolini, ki ima dobro razvito energetsko infrastrukturo, je treba nadaljevati energetske dejavnosti v smeri nizkoogljičnih virov, ki bodo nadomestili vsaj del obstoječih fosilnih virov. Ena od opcij je tehnologija malih jedrskih reaktorjev z izkoriščanjem možnosti daljinskega ogrevanja. Pa me zanima, kako bi to komentirali in kako vidite v tej luči perspektivo razvoja regije, Saša. Ja, hvala lepa za besedo. Ta stavek, ta prvi, ko ste rekli, družbena ekonomska strategija mora biti jasna, ni jasna. Razumljiva, ni razumljiva, transparentna, ter oblikovana tako, da dajo zaupanje in ne porajajo dvomov. Tudi tu moram reči, da dokumentacija ni tako narejena. Zdaj, tale Vseslovenska energetska konferenca je bila čudovit dogodek, odličen in škoda je, da podobnih ni več. Je pa tako, da smo udeleženci konference v referatih, zaključkih, razpravah ponovno opozorili na dejstvo, da Slovenija nima v državnem zboru potrjene dolgoročne energetske strategije. In tudi ne politike, to smo včasih imenovali energetski koncept, in tudi nima dolgoročne politike glede ukinjanja obstoječih, pa uvajanja novih energetskih virov. In to je problem. Zdaj, vlada je šla še celo en korak naprej, lansko leto aprila je v energetskem zakonu brisala potrebo po dolgoročni energetski politiki in enostavno člene povezane z njo ukinila. Zdaj, NEPN je sicer strateški dokument države, vendar ne more zamenjati energetskega koncepta, ker ne opredeljuje 20 do 40 letne energetske politike. In ni odobren v državnem zboru, tudi obravnavan in neodobren, in je dokument trenutne vlade, ki je na oblasti. Ker se pri nas vlade zelo pogosto menjavajo, tudi vsaka vlada potem izdelovalcem NEPN-a da vhodne podatke in izdela novi NEPN. Tako da ta NEPN ne more biti strateški dokument in ni strateški dokument in na to je treba vedno znova opozarjati. Zdaj, jaz prepričan sem, da vse omenjeno omogoča kaotično stanje v slovenski energetiki. To je kaotično, hteli priznati ali pa ne. Bogatenje posameznikov, ki so tako posredno ali pa neposredno vpleteni v te zadeve, in pa razmeroma pogosto zviševanje cen toplotne energije. Še bolj pa je problematična visoka stopnja nezaupanja v energetske strokovnjake. To je trenutno, jaz se ne spomnim
da bi temu bilo tako. In tudi v vlado in pristojna ministrstva ljudje enostavno ne verjamemo ničemer več. No, kar se tiče pa teh daljinskega ogrevanja, ja, vlada se je odločila, da bo premog izločila iz ponudbe slovenskih energetskih virov leta 2033, druga varianta je 30, tretja je 27, kadarkoli to že bo, je zelo hitro. In v tem času moramo v Šaleški dolini nadomestiti energetski vir z nekim novim in omogočiti ogrevanje občanov, državljanov. Najslabše je, da tudi tu prepustimo stanje kaotičnemu razmišljanju, potem bomo zrak popolnoma uničili. Zdaj, ideja, ki jo danes obravnavamo, je z vidika načrtovanja dolgoročne energetske politike, energetskih virov, tudi tehnologij zelo, zelo zanimiva. Jo pa državljani zelo slabo poznamo. Zdaj, če bomo mi začeli govoriti o lokacijah, tako kot se je danes to odprlo, in bomo rekli, ena od lokacij je tudi energetska cona termoelektrarne Šoštanj, in ne bomo znali zadeve skomunicirati, povedati, potem se jaz bojim, da je zadeva padla v vodo. In tu bodimo previdni, niso stvari tako zelo enostavne, to smo videli pri NEK2 pa referendumu okoli NEK2. Treba je biti previden, treba je zadevo spraviti v študijske programe, v učne programe srednje šolcev, nek komunikacijski načrt, in šele takrat bomo mi lahko govorili o 4-5 lokacijah in tako dalje. Super, krasno izhodišče, vsaj dve vidim, no glavni en je ta strateški, nacionalni vidik, ki bi ga zdaj peljali mogoče bolj v smeri geostrateškega, geopolitičnega, druga pa tale vaša zadnja pripomba glede razvoja kadrov, česar se bomo tudi še dotaknili. Zdaj na temo tega geostrateškega vidika bi naslednjo slikco prosila. Imamo en tak, spet je kompleksno, ne, na temle grafu, pa bi spet vas, profesor Cizelj, izvala, no, če bi nam malo tole razložili. Kaj tukaj vidimo, kje lahko pričakujemo kaj predstavlja pravzaprav graf in kje je lahko neka najhitrejša komercializacija, pa če mogoče potem tudi na Evropsko unijo se še posebej osredotočimo tudi z refleksijo na predstavitev Anfalči. Ja, super, hvala. Tu imate nakazane, kje so sedeži podjetij, ki razvijajo male in modularne reaktorje, to je Jedrska agencija pri OECD naredila en pregled, gre kot rečeno približno za iste firme, ki so bile na prejšnji slikci za kakšnih 100 ponudnikov v tem trenutku, ki so. Če dosti dobro pogledate, je severnoameriški kontinent tisti, ki po gostoti teh startupov prevladuje, sledi pa seveda nekako Evropa. Tudi Kitajci in Rusi, ki pa so tukaj precej bolj aktivni, so tudi precej bolj centralizirani. Zato ne boste videli veliko ponudnikov, utegne se pa znajti zelo veliko različnih modelov, še posebej v Rusiji. Rusi so precej dinamični, vsaj do vstopa v Ukrajino so bili tu precej dinamični. Torej, razlog, zakaj so Američani tako močno zastopani tukaj, teh razlogov je več, ampak eden od osnovnih je, da so tam v 80-ih letih, ko so se začele investicije v jedrsko energijo na zahodni polobli precej ustavljati, prej smo bili sposobni na planetu zgraditi tudi tam okoli 33 reaktorjev na leto, mislim, da je bil maksimum. Francozi so v tistih letih, to je 80. leta, zgodna 80. leta, Francozi so bili sami 10 reaktorjev na leto sposobni preklopiti. Američani so takrat začeli dezinvestirati in se jim konc drugega mandata predsednika Clintona, sprav konc 90-ih let, so opazili, da jim crkuje izobraževanje na jedrskem področju in raziskave na jedrskem področju, in predsednik Clinton je v zadnjih tednih svojega mandata začel v to investirati.
po približno 20 letih se jim je stanje popravilo, to je približno doba, ki jo rabiš, da popraviš napačne odločitve iz preteklosti. In danes imajo na voljo dovolj jedrskih inženirjev in dovolj kadra, da se lahko te zadeve na tem nivoju grejo. Evropa, samo refleksija recimo z Čehi, pa z Slovenci, pa Francozi, no v Sloveniji nimamo nobenega, ne? Vsaj jaz ne vem za nikogar, ki bi razvijal svoj tip malega modularnega reaktorja. Francozi imajo poleg Nuvarda, ki ga je predstavila Ana prej in ki je del Framatoma oziroma EDF-a, uradnega proizvajalca jedrske energije, jih imajo vsaj še 6, ki jih seveda ona ni omenila. Čehi imajo svojih 5, ki jih podpirata in država in ČEZ kot proizvajalci elektrike, hkrati pa ČEZ poslovno zares sodeluje kjer računajo, da bodo dobili prvi reaktor v obratovanje z Rolls-Roycem. Torej, igrajo zelo na široko. Zdaj pri Sloveniji je pa tako, da nam najbližji ponudnik oziroma razvijalec malega modularnega reaktorja je v Gradcu v Avstriji, v nejedrski Avstriji. To malo za šalo, malo za res. To je pač, se s kolegom Žardinom strinjam, to je naš strateški pristop k razvoju v prihodnost. Ne. Še Avstrijci več vlagajo v recimo jedrske raziskave, kot pa vlagamo mi, ne, na vse načine. Mogoče želijo vedeti, proti čemu so. Ne. Zdaj, še enkrat poudarjam, edini 2 napravi, ki delujeta, sta Kitajska in Ruska. In to je zato, ker niti Rusi, niti Kitajci nikoli niso prekinili razvojnega cikla, investicijskega cikla. Medtem ko verjetno je zdaj, vsaj po zadnjih informacijah, zadnjih nekaj dni, verjetno eden bolj resnih, ki ga pa na tej slikci ni, je argentinski INVAP, ker se je v zadnjem tednu približno v Argentini se je sestavila koalicija, da oni bi pa lahko bili prvi nekje in bojo pač naredili mali modularni reaktor. INVAP ni firma, ki je od včeraj, ne, oni so naredili do zdaj približno 10 raziskovalnih reaktorjev po svetu, torej so že kdaj naredili reaktor, niso takšni, ko bi bili čisto novi na tem področju in utegnejo pravzaprav z malo sreče zares prevzeti pobudo. Če sedaj preidemo na izzive oskrbe z energijo v Sloveniji, oziroma če se osredotočimo bolj na naša regija, predvsem ni samo tu vidik kadrov, kot je bilo omenjeno, ni to samo tehnični problem, tudi seveda stroškovni investicijski problem, nenazadnje tudi gradnja, torej veriga, dobave, opreme in seveda talentov. Pa me, Mihajl, očitno smo tako bila dodeljena, glede na to, da smo oba iz fakultet, vi iz fakultete za strojništvo, jaz iz fakultete za energetiko. Kakšen je vaš pogled na samo bližino, torej termoelektrarne Šoštanj, glede ogrevanja in seveda glede tem vloge, nenazadnje eventualne ali pa mogoče vloge tem malih modularnih reaktorjev? Nekaj je že bilo omenjeno, že v tistih predstavitvah. Je to izziv, je to priložnost? Ja, zagotovo. Termoelektrarna Šoštanj je izredno pomemben objekt v slovenski energetski sliki. Je v bistvu hrbtenica našega energetskega sistema, kljub temu, da je pač premogovna, pa kakorkoli. Zagotavlja nam dobršen del energije in pa predvsem nam zagotavlja to, da se lahko prilagaja bremenu. Ta toplota je bolj kot ne njen manjši del. Ampak vseeno, zdaj, če pogledamo, katere tehnologije bi sploh lahko na podoben način nadomestile to elektrarno, sta tukaj samo plin in pa jedrska v pogledu SMR-jev. Zdaj, plin je res, da je na voljo hitreje, ker je tehnologija zrela, je res, da je, se pravi, morda cenejši, pa vendar ne vem, koliko bi zares izboljšal ogljični vtis same energije. Vemo, da termoelektrarna Šoštanj je zelo napredna elektrarna, zelo učinkovita in ima med najnižjimi ogljičnimi vtisi pri premogovnih elektrarnah, tam nekje okoli 800 gramov CO2 za kilovatno uro, medtem ko pri plinu govorimo pa tam med 500 in 550 gramov na kilovatno uro. Vsekakor pa je tudi to priložnost, da se v regijo, kakor je recimo Šoštanj, unese eno tako
objekt, ki bi pospeševal izobraževanje, ki bi privlačil visoko izobražena delovna mesta in pa seveda tudi za razvoj fakultete. Ja, hvala. Gospod Tašler, če nadaljujemo tukaj, glede ogrevanja, glede na to, da je bila tudi ustanovljeno novo podjetje HSE Saša, mogoče vaš vidik, izzivi pri ogrevanju, pa potem izzivi tega podjetja. Okay. Najprej bom probal nekaj razjasniti. Ne. Veliko ljudi prihaja v Termoelektrarno Šoštanj z milijoni idejami. Ne. Od tega, kako bi nekateri bi še bloke 4, ki smo ga že razgradili, pa to prerejali, ne vem kaj vse, ne. Pridejo z idejami, kako bi zamenjali premog za biomaso, kako bi zamenjali za odpadke, ne vem, tudi določene čarobne bombice prihajajo, ki bo rešili svet, ne, ampak potem, ko mi pa povemo, da nekje s 50% izkoriščenosti obratujemo, porabimo nekje 2 milijona ton premoga, pa začnejo ljudje malo drugače te stvari gledati. Ampak, okej, ja, Termoelektrarna Šoštanj je ena zgodba, je predvsem lokacijsko izredno pomembna z vsemi napetostnimi nivoji, prenosnimi zmogljivostmi in pa vso ostalo infrastrukturo, ki jo tukaj imamo, to je ena zgodba. Druga zgodba je pa tista, kar sem na začetku omenil, da je zelo pomembno, da vzporedno z obstoječimi tehnologijami vlagamo in razvijamo nove produkte. Ravno s tem namenom je bila ustanovljena tudi družba HSE Saša, ki je namenjena razvoju novih tehnologij in pa brezogličnih tehnologij ali pa nizkoogličnih tehnologij. Tudi Biljana je lepo uvodoma povedala, da sama Termoelektrarna Šoštanj ni upravičenec, ne bi mogla črpati sredstev iz sklada za pravični prehod, kljub temu, da smo zaradi nje in zaradi njenih projektov ta sredstva tudi dobili. Ne? In zato je bilo potrebno najti način, kako pa vseeno te projekte, ki bodo vzporedno dali neko priložnost, predvsem lokalnemu znanju zaposlenim in pa tudi lokalni skupnosti za nadaljni razvoj te energetske lokacije. Videli smo tudi v predstavitvi, ko je imel EDF, ne, da sam majčen projekt po sebi ne pomeni nič. Vedno govorimo o sinergijah projektov in o tako imenovanih energetskih učinkovitostih, sinergijskih učinkih, s tem povečanjem izkoristkov, bla, bla, bla in tako naprej. Ne. In ravno zato, ko govorimo o novih priložnosti, ne, če govorimo o HSE Saša, mi imamo na primer identificirane 4 glavne projekte, ki so bili podprti strani sklada za pravični prehod, ki so vpisani v območni načrti, tudi v strategiji Deloitte, ki jo je napisal. In to so projekti, ki jih želimo razvijati. Sporedno s tem, seveda si želimo tudi sodelovati na preobrazbi daljinskega ogrevanja, kjer nas čaka en velik skupni izziv v lokalni skupnosti. SMR, priložnost za daljinsko ogrevanje, seveda je priložnost, tako kot vsak nov vir je tukaj priložnost za daljinsko ogrevanje, ampak zopet govorimo, tako kot pri Termoelektrarni Šoštanj, ki ima kondenzacijsko turbino, v katere odzememo potem določen del energije za daljinsko ogrevanje, prav tako je tudi pri SMR-ih. Tudi SMR-ji bodo delovali na pasu, saj, kolikor smo videli, nima noben zdaj trenutno ne dela, da bo lahko spremenil obremenitev bo spremenil z obremenitvami. Zdaj, mogoče za zanimivost, vsak reče, boste pač kotu bloka 6 nadomestili z enim parnim generatorjem iz SMR-ja. Ja, ni tako, ne. Če ste videli tam, date mi sliko nazaj. Ono sliko nazaj, ko so parametri, ne. Ja. Ko so zanimivo, tam, ko se tukaj parametri zaključijo, se šele v premogovnih tehnologijah začnejo, ne, temperature. Se pravi, dosti višji parametri, se pravi, tudi vsa sekundarna oprema, generatorji, turbine so prirejene dosti višjih parametrov. Sve to ne moreš kar downsizati oziroma zamenjati z novim parnim generatorjem. Govorimo o popolnoma novih projektih, karkoli se govorimo o popolnoma novih zadevah, se pravi brownfieldih in izkoriščanjem samo obstoječe infrastrukture prenosne, tako na daljinskem sistemu, kot na energetskem sistemu, od priprav vode in tako naprej. To so sistemi, ki so na razpolago in vemo, da danes v Sloveniji tega spostaviti skoraj nemogoče, kajkoli druge, zato je ta
lokacija tudi za preobrazbo, če je bilo vprašanje izrednega pomena. Kako, pa jaz pravim, sporedno razvijanje, ne pa hitne odločitve. Hitne odločitve nas peljejo vedno lahko v napačno smer. Zato sporedno moramo delati razvoj po korakih, da bomo prišli tudi do nekih učinkovitih sistemov, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno skupnost in pa seveda za tiste, ki bi to investiral, moraš videti tukaj tudi nek ekonomski interes. Gospod Tašler, mogoče samo na hitro stavko dveh, kje so tisti projekti, ki se jih razvijate, če jih smete omeniti? Ne, seveda, to so javni projekti. Mislim, ključni od projektov je postavitev plavajoče sončne elektrarne v Družbinskem jezeru. Kajti, da lahko razvijamo nove tehnologije, ki so energetsko potratne, tako govorimo naprimer o proizvodnji vodika, hrambi vodika, by the way, termoelektrarna Šoštanj že od leta 60 proizvajamo, hranimo in uporabljamo to, da to ni doben bav, kar se tehnike tiče. Samo energetsko potratno je pa danes zelo, tako kot SMR PR-ovsko, zelo zanimiv produkt v komercializacijo in pa, bom rekel, v osebno uporabo bo pa zelo počasi prišel, predvsem zato, ker se ljudje premalo poznajo tehnologije in tistega, česar se bojimo, pač enostavno odvračamo. Pravi, plavajoča sončna elektrarna kot generator električne energije omogoča potem nadaljnji razvoj ostalih tehnologij, od vodikovih, pa tudi od baterijskih sistemov in vsega tega, kar se lahko na tej lokaciji potem razvija. V končni fazi tudi v povezavi z daljinskim ogrevanjem. Spravi, samo sinergija vseh potencialnih projektov ti lahko da potem nek učinkovit ekosistem. Hvala. Jaz bi se navezala, hkrati bi pa na časovni vidik opozorila, ker bomo skušali čim manj zamujati, zdaj do tega prvega odmora, tako da imamo še nekje 10-15 minut največ za tole okroglo mizo, pa bi tudi vprašanja občinstva vključili kot opozorilo, zdaj za razpravljavce, da bi mogoče res na kratko, malo hitreje šli tale zadnji krog vprašanj še. Bi pa navezala zdaj na gospoda Tašlerja, vprašanje za vas, dr. Žerdin, omenil je nove tehnologije, nizkoogljične vire, kot tudi priložnosti seveda za razvoj lokalne skupnosti, regionalnega okolja. Vi delujete kot strokovni sodelavec v CRTI, Centru za razvoj terciarnega izobraževanja, pa me zanima, kako vidite ta potencialni razvoj kadrov vezan na te nove tehnologije, tudi kot priložnost za regijo. Pa bi res prosila, mogoče lahko minutko, dve, enako bo tudi za nadaljne razpravljalce veljalo. No, jaz bi vseeno še rekel, ker je zadeva pomembna. Vlada je naročila pri Deloittu študijo izstopa iz premoga v Sloveniji. 3 letnice je obdelovala, 33, 38 in 42. Za Slovenijo in tudi po mnenju Deloitta je optimalna letnica bila 38. Takrat bi mi do tega leta dokaj enostavno tudi probleme na kadrovskem področju rešili. Vlada je rekla, ne, mi hočemo biti vzor Evropi na področju zelenega prehoda. Mi bomo premog izločili do leta 30 oziroma 33 in mi bomo takoj pripravili tudi zakon o zapiranju premogovnika in zakon o prestrukturiranju regije. Zdaj mineva 3 leta od sprejetja tega sklepa. 3 leta mineva, nimamo niti vhodnih podatkov za oba zakona, kaj šele kaj drugega. Še kljub temu nekaj povem. Premogovnik letos praznuje 150-letnico obstoja. Od leta 1991 do danes je izkopal 116 milijonov ton premoga. Lani so testirali, kakšne količine premoga v Velenju obstajajo. Ugotovili so, da jih je 105 milijonov takih, ki jih z današnjimi postopki odkopavanja znajo pridobiti. Se pravi, Slovenija se je zavestno odločila, da teh 100 milijonov ton pusti pod zemljo za vse večne čase, zato ker hoče uvesti zelene tehnologije, ni pa povedala, na kak način bo slovensko ljudstvo oskrbljeno z energijo od leta 2030 naprej, ko premoga ne bo več.
za termoelektrarno Šoštanj. Termoelektrarna je 10 let star objekt, med najmodernejšimi v Evropi. No, mi ga bomo zaprli, zato ker pač hočemo biti všečni v Evropi. Kar se pa kadrov tiče, kadri premogovnik zelo intenzivno zapuščajo, zato ker se knaplje, tisti, ki vejo, poznajo tehnološki proces, zelo intenzivno upokojujejo. Gledajo, kdaj se bodo najboljše lahko upokojili, kdaj ujamajo najbolj ugodna leta. Niti enega učenca zdaj nimamo, kar se govori o zaprtju premoga, ne v srednjih šolah, ne v poklicih, pa ne na univerzi. Se pravi, vsaka taka informacija je na področju kadrov usodna in ima zelo velike posledice. Na kratko. Hvala za razumevanje. 150 let ste omenili, profesor Cizelj, vi ste pa večkrat tudi rekli, da z jedrskim objektom sobivamo vsaj 100 let. Ne? Tudi mogoče kakšno refleksijo z tega zornega kota? Na kratko, prosim. Ja, 100 let se mogoče zdi komu zelo kratko obdobje, ampak v 100 letih med 1900 in 2000 je recimo Ljubljana bila v 10 državah. Mesto se ni nikamor prestavilo, ampak to je sociološka dimenzija sprememb po tem času, 100 let v tehniki. Jedrska fisija je pravzaprav naš najmlajši vir energije, ki ga danes uporabljamo. Fotovoltaika je 150 let stara, jedrska fisija stara približno 80 let. Še 100 let pravzaprav ni. Da malo čutimo to dimenzijo, ampak to je pa povezano z razvojem. Če želiš 100 let sobivati v takšnem okolju, moraš aktivno ne slediti prihodnost, soustvarjati prihodnost. In kaj je edini način za soustvarjati prihodnost? Je pa znanost. Brez znanosti ne morete tega početi na 100-letni dimenziji. Primerjava s Kitajsko samo na hitro, ker njim se mudi, oni bi radi in oni tudi grejo precej hitro naprej. Konkretno v firme, ki držijo elektrarne v rokah, vlagajo 4% letnega prometa v raziskave in razvoj. Ne v nove proizvodne kapacitete, to je posebej, v raziskave in razvoj. Ana Falči je povedala za IDF, da je okoli 300 milijonov, kar malo mi upadlo. IDF je bil na približno 1%. Če pogledamo slovenske firme z tega področja, boste pravzaprav zelo razočarani. Pravzaprav je zelo velik nul, ampak nobene druge številke zraven. To je pač stanje stvari in zato na Kitajskem zadeve v tem trenutku grejo. Ni rečeno, da bo šle vedno, zdaj grejo. Boštjan, se strinjaš, da mogoče odpremo razpravo z vidika časa, pa se potem še vrnemo na kak komentar, če bo vprašanj manj? Lahko. Čim manj zamude pridelali, pa bi prosila, nekaj vprašanj smo dobili nadaljavo, bi pa zdaj tudi povabila udeležence, da z dvigom roke nakažete, če bi kdo želel zastaviti kakšno vprašanje, dati kak komentar. Bi pa prosila, taka pravila so, da bi zelo na kratko, maksimalno v minuti, pa da bi se predstavili, pa bi gospoda Hrasta povabila najprej. Ja, Marko Hrast, Elias pa združenje Sidre. Absolutno se strinjam z dr. Žerdinom, da Slovenija nima nikakršne strategije. NEPN kot tak, že sama kratica pove, da je načrt. In to, kar poudarjamo strokovnjaki zadnjih vsaj 10-15 let, da Slovenija to potrebuje. In to smo na vseslovenski konferenci pač še enkrat poudarili in informacija za vas, vseslovensko energetsko konferenco bomo naslednje leto spet organizirali, tako da jo bomo vsake 2 leti. Mogoče eno vprašanje v zvezi z malimi oziroma mikroreaktorji. V svetu se pojavlja tudi ideja o tem, da je mikroreaktorje oziroma male reaktorje možno utemeljiti tudi na področju varnosti. Bodi si, da gre za fizično varnost, bodi si, da gre geostrateško varnost, bodi si za cyber security. Namreč v povezavi z data centri in cyber varnostjo ali bi lahko razmišljala Slovenija v tej smeri, da recimo zraven nekega SMR-a postavi tudi data center. Bi se želel kdo čist na kratko odzvati, mogoče še na
Lahko takoj. Lahko Ne. čisto na kratko, ker imamo še vprašanje naprej. Absolutno, ne. Data centri, pravzaprav zdaj to je ratala moda. Ne. Vsi ta veliki data centri umetna inteligenca so pogruntali, da rabijo stabilno energijo in se na sonce ne morejo zanesti. Ne. In to pravzaprav zelo veliko. Vse to je možno, načeloma pa z varnostjo reaktorjev je tako, ne, večji kot je, bolj je toplotno učinkovit, pa manjši kot je, lažje ga obvladovati. Tako da v principu manjši reaktorji so lažje obvladljivi. To ne pomeni, da so veliki neobvladljivi, ne, ampak manjši so lažje. Zaradi rasti data centrov so recimo lahko eden od idej oziroma strategij, ki nam tako. spet manjka, ne, Ja. je mali modularni reaktor lahko v tej strategiji, bom rekel, neka rešitev. Pol sem pa še eno roko videla, gospod Kranjc, izvolite. Ja, še enkrat. Sem vprašala tehnike, potrebujemo mikrofon, da bodo tudi, ne, se snema, hvala. Ko govorimo o teh SMR-jih, seveda ne moramo iti mimo varnosti. Zanima me, koliko so varni ti reaktorji in pa recimo zakaj vemo, da recimo v nekih letalonosilkah, podmornicah že obstajajo te tehnologije, zakaj recimo te tehnologije ne moramo enostavno prekopirati v naše civilno okolje. Moj profesor Cizlja, ni druge. Zdaj, o varnosti generalno, ne, jedrska energija je glede na proizvedeno energijo do zdaj v zgodovini absolutni prvak po najmanj škodljivih posledicah za zdravje in okolje. Še s fotovoltaike je več monterjev umrl, kot pa je zaradi sevanja pri jedrski energiji. Torej, varnost je ta tehnologija, če mene vprašate, če sem zelo tako, ne, direktno, zelo dobro dokazala. Tudi pri velikih nesrečah v Fukušimi je bilo zaradi sevanja pravzaprav ni noben umrl, ne. Nula. Še zdaj ni posledic zaradi sevanja. Podmornice, letalonosilke, v glavnem gre za vojaško tehnologijo, ne. Zdaj Rusi so iz civilnih ledolomilcev zadevo takoj prenesli kot SMR in to zato, ker so uporabljali uran za približno 20 ali z manj kot 20% urana 235. Vojaški reaktorji uporabljajo tako imenovani weapons grade uranium, plus 90% urana 235. To ne zato, ker bi radi imeli tam še eno bombo, niti slučajno, ampak več urana 235 jim omogoči 20-30 letne obdobja brez menjave goriva. Zdaj, tega v civilnem ne smemo uporabljati, ne, značilne številke so, kot rečeno, meja je 20%, krška nuklearka je na 5% pri svežem gorivu, ne. To je vseeno precejšen redesign reaktorja, ki zahteva, ni čisto enostavno. Rusi, kot rečeno, so ga pograbili, pa ga postavili in dela, ker so imeli pod 20% urana 235. Edina razlika, pa tu še na in modularni, ne, na nekaj plovilih sta po 2 reaktorja, zato pride in modularni, ne, ker daš 2 skupaj in delata. Še kakšno vprašanje? Solite? Ja. To bi med iz laboratorija za energetske strategije na fakulteti v Ljubljani. Vprašanje je, pač največkrat vidimo, da je pri SMR-ih problem licenciranja oziroma pač kakorkoli jih postaviti, da se največ s tem ukvarjajo. UK je naredil zelo en tak pameten program, ki so zašli čez krog, 100 teh vseh ponudnikov so zbrali in pa zdaj naprej. So naredili recimo mislim, da že samo 5 firm, da so izbrali, katerim so dodelili koncesijo oziroma za postavitev. Poznate, kaj je ta program? Oziroma, koliko bi lahko Slovenija, če bi se odločila iz danes na jutri, kot se dogaja za en kup zadev po Sloveniji, če bi se odločili, ok, mi imamo tukaj vse dovoljenja, bomo dali, samo dajmo en SMR, eno firmo izbrati, pa da proba postaviti. Kakšna je realnost, da mi ta reaktor dobimo v 5-6 letih? To je regulator, ne? Tam je regulator. Tako da ni šans, ne? Atomki so dolgi, ne? Se pravi, postopki so birokracija. Birokracija, tu smo v Evropi totalno zašli, ampak postopke se da, bom rekel, vse smo vedeli, kako se hitro spremeni, če zelo lahko spremenimo birokracijo, ker črpano papir se da hitro spremeni. Fizično se ne da stvari, biologije se ne da pospešiti. Če bi jutri rekel, evo, imate vse papirje, fantje, začnite graditi. Ali to bi naredimo prosil v 6 letih? doktorja Brunota Glaserja, ki se ukvarja zdaj s tem,
Mogoče samo moje mnenje okoli tega. Zdaj, eno je, mi moramo razlikovati več elementov licenciranja. Spravi, licenciranje je zelo širok pojem. Zdaj, prva stvar, ki jo vsi ponudniki, tudi ti, ki razvijajo te tehnologije, naredijo, je, da licencirajo svoj generični dizajn. Spravi, generični dizajn pomeni, da uporabljajo prave standarde, prave debeline materialov in tako naprej. Skratka, da je ta zadeva varna. Seveda, generični dizajn danes se vedno dela na osnovi standardov in predpisov za velike elektrarne. Spravi, za male modularne reaktorje se ni še nihče na svetu zmislil novih pravil, ki jih vsi seveda marketinško obljubljajo. Govorimo recimo o bližini mest, govorimo o modularni gradnji, govorimo o več enotah, ki obratujejo istočasno, govorimo o sekvenčni gradnji, ko že en obratuje, pa druga gradiš in tako naprej. Skratka, tega ni nikjer. Par generičnih dizajnov imamo, specifičnih dizajnov za lokacijo, kar pomeni, da nekdo dobi gradbeno dovoljenje, da takšen in takšen dizajn, ki je prirejen te pa te lokaciji, zgradi, tega pa še ni nikjer. Razen, to imamo v Rusiji oziroma imamo na Kitajskem. V Evropi poteka cel kup raznih iniciativ na nivoju IAEA in tudi nekih drugih inštitucij, da se zakonodaja in ta dobavne verige in vse skupaj harmonizira, ampak je tukaj zadeva stoji, zato ker vsi veliki vlečejo na svoj konec. Pravi, imamo na eni strani Američane, imamo Francoze, pa imamo Kitajce, pa Ruse, ki vsak dela za sebe in tukaj se te harmonizacije še zdaleč ne vidi kot neka rešitev. Tako da jaz danes, če pogledamo SMR pa perspektivo teh 5 let, kot ste rekli, jaz mislim, da ni nemogoče, ker obstaja toga jedrska zakonodaja po vsej Evropi. Evropske zakonodaje sploh ni, se pravi, imamo nacionalne zakonodaje, se pravi, sploh ne obstaja evropska zakonodaja. To, da bi pa imeli neke dizajne že nekje postavljene, bi bila pa seveda rešitev, ker bi potem lahko kopiral tisti proces. Seveda tukaj imamo recimo na naši strani Upravo za jedrsko varnost, ki seveda na nek način naš organ, ki izda to dovoljenje, oni bi morali na nek način preko svoje zakonodaje dovoliti kopiranje nečesa od zunaj, zato da bi se lahko potem konkretno recimo v Sloveniji na lokaciji XYZ nekaj postavljeno. To ne vem, če sem mogoče bil predolg, ampak recimo, da je to ta filozofija. Lahko jaz 2 stavka dodam k temu. Jaz sem tukaj malenkost bolj poskušam stvari od daleč pa humoristično gledati. Generacija 3 jedrskih elektrarn, to je nekaj, kar bi recimo za JEK2 uporabljali. Materiali, procesi, reaktor, Ana je prej povedala, mi smo tukaj, mi delamo samo s preverjenimi tehnologijami. Torej vsi materiali, vsi procesi in gorivo so tako rekoč identični generaciji 2, ki jo že imamo licencirano. Mogoče dodali smo neke sisteme v to generacijo 3, ki jo naredijo še nekoliko bolj varno, in vendar licenčni postopki trajajo 10 let. Se pravi? SMR tukaj je science fiction, če ne gremo resno v prenovo regulatornega sistema. To je bilo moje vprašanje, ki je gotovo nekje v birokraciji, ne v tehnologiji. Zdaj pa birokracija pa ščiti narod pred strahovi. Meni najlepši primer te birokracije, ko se začela ta plinska kriza, za plinovod v Nemčiji, ki so ga rabili zgraditi, ker drugače v normalnih postopkih je trajalo 8 let, so ga zgradili v 6 mesecih. Se je mudilo in so stvari naredili. Torej, če bomo mi zdaj samo vedno čakali na to, da bo vse, lepo, bomo ravno tako kot strategijo, po 3 letih ne bomo imeli nič, pa čez 5 let spet ne bomo imeli nič. Nikamor se ne premaknemo iz točke nič. Hvala lepa. Gospod Bogovič, še na kratko. Na to temo, pri pripravi tega poročila in pa tudi zdaj pri industrijskem zavezništvu, ki nastala je eno teh delovnih skupin ravno ali pa poudarek na tem, da se poenotijo, če bo modularno, se pravi, da bojo tipski, da se tudi tipizira to zadevo. In lep primer je to, da Francija, Finska, Nizozemska, Češka skupaj delajo. Delajo na zakonodaji, da bo veljala pri razvoju dizajna, tudi že sodelujejo za licenciranje in pa za regulatorne organe. Tu je moj apel tudi našim, da se vključimo v te zadeve. Je pa en problem, v Evropi, do takrat, ko smo s tem poročilom prišli v EU-ju, je bil vedno, pustite nam jedrsko na stran, s tem smo ukvarjali, ker nas je pol proti, pol vas je za.
In zato je bistvo, da jedrske elektrarne poberejo pobudo in vsaj med sabo sinhronizirajo zakonodajo. In če bojo potem iz teh tako imenovanih tailor-made velikih blokov prišli na nekaj modularnega, da bomo takrat to vajo dali hitreje skozi. V nasprotnem primeru je to mission impossible. Hvala lepa. Kar nekaj ključnih točk smo odprli, morda tudi za kak naslednji posvet, še prav tematsko na to osredotočim. Jaz tudi, ko gledam tale vprašanja, ki ste jih udeleženci poslali, mislim, da vsaj 3/4 njih smo obdelali že v sami razpravi, tako da bi si zdaj v interesu časa vzela pravico za res zadnji, zelo hiter krog med udeleženci, med panelisti, v enem stavku ali pa v 3 bullet pointih, zato ker bomo pripravili tudi neke zaključke, priporočila odločevalcem. Spravi, kaj bi priporočili odločevalcem, no, ali pa drugim deležnikom, bodi si glede učinkovitega načrtovanja energetske prihodnosti, kar je bila ena od tem, ali pa glede te preučitve potenciala SMR primernosti za Slovenijo. Izvoli, Mihaj. Da se izbere eno pot, pa se to pot vsaj nekaj časa drži. Govorim 10 let. Pošteno. Na mladih svet stoji, ne? Se reči, ne. Rabili bomo več čiste energije, ne bomo rabili manj energije, rabili bomo več čiste energije, stabilne, poceni, in zato moramo iti v precejšnje reforme marsičesa in znanost lahko tu zelo pomaga. Lepo prosim, ne znanosti vključevati samo po potrebi, ampak že pred potrebo. Dr. Žerdin? Ja, 45 let v Sloveniji nismo imeli energetskega mrka. Zakaj ga nismo imeli? Zato, ker smo imeli jasno definirano energetsko politiko. 1/3 termo, 1/3 jedrska, 1/3 obnovljivih virov energije. Zdaj, ko termo izpade, povejmo za Boga, kaj bomo pa imeli. To je res.